Dober dan in en lep pozdrav v naši marčevski oddaji Za zdravje. Danes bo najprej z nami simpatični igralec Gorazd Žilavec, ki nam bo pokazal, kaj vse lahko pripravimo iz odličnega luštovega paradižnika. Lepo pozdravljeni. Luštnih receptov nam enostavno ne svali. Ga predlagam, kak dnes napravimo eno klasiko. Peter, daj nam neka. Da vidimo. Pancanelina nabudala z vinegret. A ja, ti bi mi rad povedal, naj napravim ražnjiče s krujem pa s paradajzom. Točno to. Nega na vole, te pa napravimo to. Ampak, prej kak vas pravi mesojedci napadnejo papagejo in ta nabudala, te ražnjiče dajte, ko probajo, pa ti njim povejte, kakšni je ime. In što si je zmislil to hrano? Italijani. Pana pomeni kruj. Zanela pa ene vrste močno župo. Ampak to še ne je vse. Bazilika je zelena, paradajz je rdeči, kruj je pa beli. Kak italijanska zastava. Ampak v bistvu je pa to namenjeno tome, kaj se rešimo starega kruja. Vinegret pa je, to so si pa Francozi izmislili. To je pa v bistvu gese, oli pa sol. Tako bi rekel, mi pravili tome tudi gesi oli sol. Peter, kako se ti to čuje? Francosko, dobro. No, povej. A to je prekmursko? To je zdaj prekmurska beseda. Evo, to je naslednja prekmurska beseda Štarotan Munavčo. Daj še enkrat povej. Gesi oli sol. Gesi oli sol. Dobro njemi ide. Gesi oli sol. Gesi oli sol. Gesi oli sol. Vridi, Peter, vridi. Idemo mi rajši to napravimo. In zdaj se lotimo gesi oli sol, oziroma vinegret. Rajši gesi oli sol, z 2 L, ko se Bog še čuje, pa lepše se vidi napisano. Francozi bi najbrž imeli kakšno drugo razlago, zakaj sta 2 L, ampak to nas zdaj ne zanima. Se pravi, denemo najprej sol, gesi, dodamo še žličko zenfa. Če pa nemamo zenfa, je pa gorčica tudi dobra. Evo, še malo. In zdaj naribamo še česnek. Ga sem si že enega lepega olupil. Fajn je, kad čim bolj na tenko naribamo česnek, kada se lepše mešal. In zdaj vzamemo olivno olje. In, to je pa zdaj res pomembno, pomali dolivamo. Med mešanjem. To je fejs podobno, kot če bi delali navadno majonezo. Oziroma Peter bi probal najbrž majonez. Evo, in zdaj pomembno je, kad nam teče tenko, kak debela nit. Kak da bi šivali. Samo mi pač mešamo. Fajn je, če z desno vmešamo, z levo pa točimo. Te pa z desno še izdak mešamo, z levo pa štuplen gor denemo. No, če vam to ne ide, tuj ne itrbej. Tak, gesi oli sol je pripravljeni. Zdaj pa samo še denemo notri kruj in paradajz. Pri kruji je zelo pomembno, kaj je večje od paradajza. Kad bomo ga pekli, kad se ne da paradajz žgal. In fajn je, ko imamo kompakten kruj, pa ko ga narežemo mogoče 1,5 dneva nazaj, ko se nam malo zasiši. Še najboljše je pa to, ko lepo ponicamo stari kruj. Namesto ga v kraj vržemo, Bog ne daj, ga lepo vržemo v gesi oli sol. In skupaj s krujem lepo pomešamo za naše ražnjiče.
Če se nam slučajno noter zgrabi kakole, rešimo enostavno iz zapora. To je dobro. Kaj je najfajn, če koga zapremo notre. In zdaj vzamemo dolgi zobotrebec in fajn bi bilo, ko vzamemo največji kruj in ga prepiknemo. Najprej kruj, te pa paradajz. Evo, fajn. Tak, ko je, opala. Če nas skaj malo špricne, je to. Kujer je, skaj smo malo pošprickali. Se pravi, kruj in paradajz. In paradajz in kruj. Naše ražnjiče s krujem pa s paradajzom lepo denemo peč na vročo ponev. Najboljše je lito železno, kad če nam kaj dosti teče, pa se zažge, lejko poškrabamo pa spucamo. Zdaj se nam lepo pečejo, medtem, dobra je ta gesioli sol. Medtem pa pripravimo regrat. Zdaj, regrat je fajn brati nendre poleg svojega doma, ko vsaki den vidite tisti travnik. Kad če berete regrat nendre, gdje je dosta sprehajalcev s svojimi ljubljenčkami, se ne spitavajte, za ko je regrat tak fejs slani pa tak grenke. To je edino. In seveda, v Prekmurje regrat raste fejs blizu svinjskega špeja. V bistvu regrata ne te našli v Prekmurju brez svinjskega špeja. Zato sem ga tudi nekaj malo prinesel. Kaj ga popečemo pozneje. No, tako, naša nabudala oziroma ražnjici se naj še malo pečejo, mi pa idemo na zelo pomembno stvar, na špej. Fajn je, ko ga popečemo na vroči plošči, ali pa malo na grile, ali pa na vročem kamne, odvisno kje smo, in fajn počakamo, ko se malo postekleni, ko malo spisti, ko je malo gustušen. Še boljše, če ga malo zapečemo. Kako da te dišalo. Naši paradajzi pa tudi uživajo. Kruj pa tudi se nikaj ne bune. Evo, to že lepo cvrčka. In zdaj polijemo našo gesioli sol prek regrata. Lepo, kad dobi to močno župo. Te pa vzamemo naš špej, gledajte, kak je že fajn se zapeko. Na takšni vroči plošči smo imeli, ko se mi je še laboška raztegnula. Evo ga. Gdje bi ga kar dal, tak, pa polejo. In zdaj pridejo na vrsti naši ražnjiči. Peter, na budalo. Daj, ne zabavaj. Čakaj, ne zdaj bo užaljen. Znaš kaj, na budalu to je tako ljubkova. Ok, bomo daj, izvoli. Ne, da moramo dati vse skupaj. Glej, dobiš ga tu. Zdaj pa tak, lejko ga denemo normalno na šalato, opala, ali pa on že zna, ali pa ga potegnemo in je na šalati v bistvu celi naš menuj, ko smo ga do zdaj delali. Jesuš, to in diši in dobro je. In Peter, mislim, da te moram povabiti na konzumacijo. Ti potegnem dol ali ti ga celega pustim? Eno ga ti potegnem, ti se pa odloči, kako boš džo. Peter, opa, izvoli. Hvala. Bog žegnjaj. Kako naj to jem? Znajdi se. Evo ga. Tu je naš ražnjič s krujem, pa z lepim, malim, sladkim, dišečim paradajzom, z regratom in obveznim špejem. Bog žegnjaj. Sem čakaj, kako naj gas to gen?